Za novico tedna je ta teden poskrbel sekretar Liste Marjana Šarca in premierjev občasni soplesalec na vajah iz tanga, gospod Brane Kralj. Glejte ju, a nista lušna. Zdaj že nekdanjega drugega moža vladajoče stranke je Komisiji za preprečevanje korupcije prijavila predsednica nadzornega sveta Uradnega lista Irena Prijović. Nadzornica Uradnega lista, od katere naj bi Kralj v telefonskem klicu izrecno zahteval, naj za novega šefa državnega glasila imenuje Igorja Šoltesa, potem ko je ta maja pogovoril na evropskih volitvah. Brane Kralj je s tem tudi uradno postal najslabši lobist vseh časov. Ker tudi če je Igor Šoltes bil najboljši kandidat za omenjeno službo, je moral odstopiti. Njega bo zdaj naprej vedno spremljala senca dvoma. Če Igor Šoltes čez 2 let dobi službo na javnem razpisu, bo približno tako sumljivo, kot če Kresnika za najboljši slovenski roman dobi Boris Kobal. Najboljši, mogoč. Slovenski, kaj pa vem, no. Med spornim klicem naj bi Brane Kralj poleg lobiranja povedal tudi, da kliče v imenu države, kar je zelo zmotilo predsednika KPK Borisa Štefaneca. Kdo je tista država, v imenu katere on govori? A je koga od nas vprašal? A je vas vprašal? A je mene vprašal? V imenu koga? A je vas vprašal? Ne. Gospod Štefanec ima prav. Če hočeš nekaj storiti v imenu države, moraš za mnenje najprej vprašati njene državljane. Torej bi moral Brane Kralj pred klicem izvesti referendum, da 6% slovenskih volivcev izrazi svoje mnenje. Mogoče pa gospod Kralj samo rad uporablja eno to frazo. Tako kot eni na koncu pogovora rečejo, pa brez zamere, pač on reče v imenu države. On to reče še takrat, ko naroča pico po telefonu. Brane tu, eno kraško prosim, kuj, pa naj bo razrezana, v imenu države. Zaradi svojih dejanj je Brane Kralj izgubil krono v vladajoči stranki, kar pomeni, da si bo končno lahko privoščil malce daljši dopust in prebral kakšno dobro knjigo. Kraljevi konec je namreč slovenskemu ljudstvu naznanil kar sam premier Marjan Šarec. Gospod Kralj je seveda ravnal izjemno naivno in gospod Kralj ne bo več generalni sekretar stranke LMŠ, ker, se veste, pometamo pred svojim pragom. Če je premier Šarc znan, po čem je znan? Po tem, da hitro počisti pred svojim pragom in da nikoli ne kosi ob nedeljah. Ker nedelja je dan za družino in za čestitke in pozdrave. Popolnoma drugačno taktiko reševanja umazanije pred svojim pragom pa ima predsednik Socialnih demokratov Dejan Židan. So že pokazali, kakšne standarde imajo, pa tudi sami so večkrat ponovili tudi javno, da vsak naj pometa pod svojim pragom, zato seveda jih vsi opazujemo. Ja, vsak ima svoj način pometanja. Eni umazanijo pometajo stran, Židan pa jo skrije pod prag. Za silo bo, naprej pa ni moj problem. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.